Jan David se pogovarja, nič nam ne plača, ker nima denarja. Ne, to je bil najslabši uvod v to oddajo, ampak čau, David. Živjo, tokrat v oddaji z mano Rok Škrlep in pogovarjal se bom z Rokom Škrlepom. Rok, živjo. Živjo, hudo. Vadila sva dolg tole, ampak po moje prvič v lifeu, da je bila pravilna napoved, hvala ti, Jan David Klenak. Bam, yes, evo, pa si mi vrnil, lepa. Veš, kaj mi povej, v bistvu bi jaz zdaj malo na hitro povedal to, kar si mi ti v mailu napisal. Tako je, ne? Ti si komik 8 let, pa iz Impro lige si pol prišel, ko si pač 10 let nazaj si pa začel z Impro ligo, je tako. Pa mi povej, a je tvoja sploh kariera, oziroma si želiš postati proper komik, ker recimo Zanč Kokošar mi je zaupal, da on si želi to kot hobi. Dobro vprašanje. Ja, v bistvu kar težko. Ne vem točno še čist, kaj hočem delati v lifeu, ampak vem pa, da hočem biti vedno tesno povezan s kulturo. Ali bo to komedija, ali bo to poezija, ali bo to rad delam z mladimi, tako da improvizacija mogoče, karkoli, ampak nekaj v tej smeri. Je pa, nič pa nočem zacementirati, ker se mi zdi, da je life konstantne neke opcije ti ponuja in jaz sem kar odprt za vse opcije. Bi pa zaenkrat mi pa odgovarja, se pravi ta life, ki ga živim, pa to se pravi, da se res večino časa posvetim komediji in stvarim, ki so s tem povezane realno. No. Tako da zaenkrat uživam na tej poti. No. Ne morem ti pa za zihar reči, da pa je to bi pa jaz počel zihar cel življenje ali pa tako. Mi je pa fajn zadeva. No. Nice. Ja, zanimivo mi je, ker si res povsod, ne, Ljubljana TV, pol sem videl, da si igral, ko si bil v kranjski gimnaziji G-razred, sem zasledil na internetu. Ti si se pa pozanimal, to je pa appreciate. Recimo 24.11.2012 si osvojil skupino Markičevi 4, si dobil 11,5 točke. Pa mi povej, kako pa je bilo v bistvu to s tem šahom. Kaj? Kje si ti dobil te podatke? To je crazy. Markič je moj razrednik, zato smo mogoče... Ja, jaz sem drugače 9 let sem treniral šah. Ne. Bil sem v bistvu od 6. do 15. leta, recimo, je bil to moj glavni fokus. Poj je prišla košarka, že mečkam prej, potem pa seveda impro in stand-up kasneje. Ampak ja, šah je v bistvu kar bila moj hobi, vse to, kar sem počel zraven. No. In pol počas mi je bilo dosti cele dneve za tisto šahovnico, pa sem pa rekel, dosti je, jaz imam raj šport, in potem sem rekel, dosti jaz imam raj kulturo. Ampak zdaj se pa dogaja to, da sem začel malo pogrešati šah, tako da sem ga začel kar dosti nazaj špilati, zdaj ga pa po netu precej igram. No. Lih to sem hotel vprašati, verjetno prek kompa, prek fona so tudi ful dobre aplikacije. Ja, zdaj na času igram in imamo vsak ponedeljek turnir v šahu, tako z brati, pa s prijatelji, tako zmeri se nas nekih 10 nabere. Koliko imaš bratov? 10, pa si pol ti 10 brat ali kako? Ne, imam 2 starejša brata, sestro dvojčico, no, tako da. Nice, vsi smo bili v bistvu smo trenirali šah, no, tako da. Lepa. Se pravi, ti pol zagovarjaš, da šah je šport, če ga treniraš? Ja, recimo, dobro vprašanje, ker to je zdaj vprašanje, ne vem, glede slovnice, ker sem se malo tako navezal. Ni tipičen šport, daleč od tega, je pa več kot igra, bi rekel. Ni, kada bi igral ni neka družabna igra, ampak je kar neka resna stvar. No. Saj jaz sem jo tako doživljal. No. Ja, sej, če tako gledaš prek računalnika, takrat, ko so računalniki razvijali, so šah je malo kot nek pokazatelj, koliko je računalnik pameten, ne? Ja, tako, skozi zgodovino. Pa da nova preveč v ta šah zašla. Veliko tudi potuješ, je tako, ne? Recimo bil si v Ameriki, Iranu, Kazahstan, Indonezija. Pa mi povej, recimo v Ameriki, a si se pelal čez celo državo, kako izgleda ta tvoje popotovanje po Ameriki? Ja, Amerika...
mogoče ni bila eden izmed tistih najbolj zanimivih dinamičnih potovanj, še zmeraj se je veliko zgodilo. Začeli se je vse tako, da smo rekli, gremo na tekmo Dragič Dončić. Una tekma se mi zdi predlani je bila, ko sta se prvič dobila marca, a veš, ko sta se udarila. To je bilo v Miamiju, tako da smo najprej letela v Miami. To je takrat, mislim, to je to navezava, ki si rekel za košarko, ne? Se pravi, imaš rad košarko in v bistvu te je košarka poklicala v Ameriko. Ja. Pa tudi tako, košarka realno, ampak tako ful spremljam NBA tudi in sploh velik fan, sploh zdaj imamo take igralce, sploh Dončić in Dragić sta res take igralce, da se jih splača gledati. In to je bilo prvič, ko sta se zares udarila in smo šli, takrat je bil naval Slovencev, ampak midva z bratom nisva šla sam na to tekmo, ampak sva šla pol še v Kanado in v Detroit, tako se pravi Severna Amerika pa Kanada in pol sva letela nazaj v Miami, šla na tekmo in poj domov. To je bilo tako neko mesečno potovanje in tam sva rentala avto, malo sva se okoli furala. Amerika je kar crazy, no, ne bi živel tam, ampak sva pa kar veliko stvari videla za tiste 3 tedne v bistvu. No. Tam sva šla kar med ene amiše, ki so se v kočijah okoli furali, pa sva šla na hokej tekmo, na NHL, take scene, no, ampak Amerika je tako, se mi zdi, zaenkrat videti ali pa 2-krat, zaenkrat me nič ne vleče preveč nazaj. No. Ker recimo, jaz, ki sem bil pa v Indiji, bi pa takoj rekel, da grem nazaj. Recimo, pa mogoče to, pa ne vem, če Indonezija čist podobna, se mi zdi, da Indonezija pa kar dosta turistična, ne? Če imam prav. Odvisen, kam greš, Indonezija je toliko huge in recimo, če greš najprej Sumatra, je največji otok Indonezije, čist na severozahodu, so najbolj nerazvit del Indonezije, tam je tako dobesedno ljudožerci, praktično tako, da ne rečem, tudi recimo tisti del Indonezije, ki meji na Papuo Novo Gvinejo, dejansko ljudožerski otok. Tako, nek čist nerazvito, pa recimo, ko prideš na Bali, najbolj turistični otok, tam je pa tako, trese v sploh v tistem južnem delu, se folka in to pa meni ni, tam so bila zevo 3 dni in sem bil tako sam pejva, to pa res. Čeprav, že središče Balija je precej boljše, ne, je toliko manj turistično, imaš lepe slapove recimo, tako da ja, Indonezija je huge, nisem bil v Indiji, ampak sem zelo prepričan, da se precej razlikuje od Indije in za katero sem slišal, da ljudje ali jo sovražijo ali jo pa vzljubijo, da ni te neke middle way. Ne. Tako taka ljubezen je z Indijo, bi rekel. No? Mislim, ko prijaš domov, si vesel, da si prišel, ampak zdaj pa takoj bi pa šel nazaj. Ne? Ful mi je všeč, ko ima tisto reklamo Incredible India, pa prikazujejo, kako vse to kao fancy, ampak v resnici je drugače Incredible ta Indija. Se tako ponavadi, zmeri drugače malo vidiš, pa moraš iti Jano, pa ful samo kamorkoli gre, zmeri imaš neke predsodke do te države in pa priješ kaj in te zmeri preseneti, zmeri. Tako, ja, moraš pa iti tudi tja z nekim odprtim pogledom, ne, da se pustiš. Potem si bil še v Iranu pa Kazahstanu, kjer je od teh 2 ti bil bolj všeč? Ne, me tega sprašujem. Težko reči. Vsak je bil poseben, ima ta eno povezavo, ki se mi zdi ta res toliko zelo podobno in sicer gostoljubnost. Jaz bi rekel, kar sem bral bloge, pa kar sem bil, sta to number 1 pa 2 destinations on world with hospitality, ne, tako najbolj, to se lahko toliko naučimo od muslimanov, da je crazy, ne. Recimo, da povem v Kazahstanu, kakšna je gostoljubnost, da enkrat sem štopal in sem vprašal, tako sneg je bil, kje lahko jaz spim tukaj v tej vasi, rekel, ja, da ni nič uradno, kaj za spat, ampak da naj si izberem hišo, ki mi najbolj všeč in da naj potrkam, da mi za vsako hišo v vasi garantira, da lahko spim pri njih. In sem tako spal v prvi hiši. In tako se pa je nadaljeval, pač skozi sem sam hodil od hiše do hiše, ljudje so me kar vabili. In Iran tudi, tako tujec je dobesedno bog. Včasih je že kar malo scary, ali pa ti gre že na živce, ko dobiš 15 vabil na kosilo ali pa na to, da prespiš pri njih. Se pravi, res taka fanatična gostoljubnost, bom rekel. Sta pa obe dve, in Iran in Kazahstan,
sta noro veliki državi, se pravi, Kazahstan je 9. največja država na svetu, sicer ob Rusiji je pa ne izgleda to huge, ampak je huge in Iran tudi kar precej. Obeh sem bil sam v Iranu dobra 2 tedna, v Kazahstanu slabe 3, tako da težko reči karkoli, ampak prvi vtis je pa incredible. Res, tako, prav šel bi nazaj, res, tako kot si rekel ti za Indijo, šel bi nazaj in toliko enih zanimivih zgodb se mi zgodil, ki se mi ne bi mogli nikjer druge, tako da ja, vse pa izhaja iz nekak te gostoljubnosti, pa kad te ljudje sprejmejo, kad si ti odprt, prijazen do njih in pa se dogajajo te nore zgodbe, ki ti kar niso čisto jasne. Ja, hudo. Pol pa še evropsko popotovanje, si šel pa s kolesom v Prago. Ja. S kom? A to si šel sam, si šel še s kom? Z enim kolegom, z Dominikom sva šla 6 dni. Letos gremo v Bratislavo, to je zdaj plan, tudi z biciklom, tako da malo raziskujemo, dosti lagano gremo. Letos si treba ful prilagoditi, ne? Se mi zdi, glede na te koronske ukrepe. Ja, definitivno prav veliko ni za planirati. Sva pa s punco tudi kupila karto za Brazilijo, vsem, ki je bila tako nekaj Roar-fair je bil in sva dobila povratno karto v Brazilijo, poslušajte, za 98 €. Majka, to je to. Iz Milana. Tako da sva rekla, kaj je bilo zgubo, greva v Brazilijo. Greš v Brazilijo, prodaš ledvico, pa si še zaslužil. Ja, fajn, ja. Maybe, bomo videli, kako se bo to potovanje odvilo, upam, da ne čisto v tej smeri, ki si povedal, ampak bomo videli. Sej Brazilija pa sploh ni toliko zelo taka nevarna država, ne? Ja, mislim, predvsem spet, tudi tukaj stereotipi, spet, ko vsi vidimo, po moje, saj jaz, ker si Brazilija, ko vidiš favele in to favele, ker se verjetno so, verjetno pa tudi 99% Brazilije niso favele, ampak so vse ostalo je podeželje, kakor je praktično v kjerokoli državo greš. Tako da je pa kamorkoli greš in na koncu so ljudje tista reč, ki si jo zapomniš. Ni Eiffelov stolp ali pa ni neka galerija, ampak je dogodki, ki si jih doživel z določenimi ljudmi, ne, in pol je Rustam ali pa pol je, ne vem, Rustam iz Biškeka, ki se ga zapomniš, ne zapomniš si pa tam nekega hriba, zapomniš si pa, situacijo, prevzel me je ta pogled, ampak na koncu res ljudje so tisti, ki naredijo destinacijo, no. Ja, zanimiv. Jaz pa letos planiram, ne, do Bruslja sem zapeljal z avtom, mogoče sem vmes ustavil, mene pa vleče ta road tripanje, pa da bi spal pol v avtu. Eurotrip, top. Ja, Eurotrip, ja. Zdaj en plan je še do Norveške, ampak letos definitivno ne zaradi korone, ampak bomo videli. Pa kaj karavan, pa zadnji boš neki jogija, kako si imaš? Je kar Dacia Sandero, to je tako kot Golfak, ampak se da, no, če si sam ali pa če imaš eno ful rad, pol se da. Ja, kar okej. To nekak. Drugače pa čakaj, kva sem te hotel še vprašati, tako že pri 16 si bil že peške, ne, tudi po tej planinski transverzali, pa z Goričkega v Piran si šel peške tudi. Pri 17, ja. 18 ali 17. Jaz sem ti narobe napisal, 2013 smo bili, 17 sem bil, jaz sem zasral. Se pravi v 4. letniku, ko si bil 4. G. 4. G, Markičevi 4. Šel je tudi eden iz te zasedbe zraven. V bistvu dosti nas že tako vzgajali, da smo veliko hodili, veliko potovali in pa, ko nismo več toliko z družino, je meni to falilo, in sem začel hoditi najprej to transverzalo, ko sem gledal hribe, ki jih zelo lahko skozi okno, ki dan pogledam, ki jih skozi gledam, pa tako tukaj tam obsedal, to sem česit in pa sem slišal, obstaja transverzala, prav mogoče ne grem lih iz Maribora, ampak grem samo čez Alpe, tako da sem šel sem čez vse, po večjem delu transverzale čez Kamniško-Savinjske Alpe, najprej sem začel, prav v Bistrici sem začel v vaših koncih, šel najprej na Ojstrico, pa tam čez, sem šel čez vse Kamniške, pa sem šel čez vse Karavanke in na koncu še čez Julice, in se na koncu v Bohinju sem zaključil svojo odpravo 14 dni,
Del poti sem prehodil sam, pa kakšen dan je foter prišel, kakšen dan neka od mamine sodelavka, kakšen dan moj prijatelj. Ampak sem šel in je bilo crazy potovanje, ne, full fun. Pa ja, 2013, naslednje leto 7 smo šli, ko smo bili 17 stari, smo šli pa iz Goričkega v Piran peš. Lih tako 2 tedna, 400 kilometrov. Verjetno najljubše potovanje do zdaj, no. Lepa, nice. Ampak, ko si rekel to za transverzalo, kaj, a to si šel na hrib, pa dol, pa prespal nekje, pa pol na naslednji hrib, ali... Ne, v bistvu Tako. transverzala je celo planirana tako, da ti greš, da se ne spuščaš razen tam, kjer je res treba. Se pravi, jaz sem se spustil, na celi te poti sem se spustil najprej, ko sem šel dol iz Kočne, sem se spustil na Jezersko, pa sem šel nazaj gor v Storžič in potem sem se kar držal teh karavank. Se pravi, na Jezerskem sem se spustil v Tržič, sem se spustil pa v mojo stran dol. Se pravi, ostalo greš pa po grebenu, po vrhovih hodiš, no. Nice. Ja. To je itak napisan jaz to drugače v hribih, ful veliko ne vem, zanj sem bil, kje sem pa bil na veliki planini po 100 letih. Prav veliko nisem hribovc, en kolega me sicer tera, da bi malo postal, ampak bomo videli. Veš kaj, slab je, če nimaš družbe, ne? Če imaš pa neko družbo, ko je nahojena, greš pa lahko za vikend na Triglav, ne? Ja. Družbo je fajn imeti. Sicer bom tako povedal, jaz sem na tem tripu sem tudi ful užival, ko sem sam hodil in tudi seveda ful tudi, ko sem bil v družbi, ampak vse ima neke svoje prednosti. Sam hoditi je tako, malo ti je bedno, če se boš zdaj nekaj zlomil. Cool, sorry. Smo zrihtali, smo. Cool, kaj pa je bilo? Ja, nič, kvasno, prost. Good je good. V glavnem, sam je malo bedno, ker si tako, fakt, če se tle nek zlomam, bom lahko da umrl tukaj v teh hribih. Ne, je tam nek manjko varnosti. Sam je pa tudi res, da ful več ljudi spoznaš, ker si sam, si tako, jaz bom kar začel govoriti s tem tipom, začneš klepetati, ful hitreje spoznaš ljudi, ko sam hodiš, tudi tako na potovanjih. Tako da ne vem, kaj bi se odločil, vse ima svoje prednosti, ampak jaz maybe celo najrajši potujem sam. Zdaj pa se še malo navezati na tvoj Kranj, pa mi povej, a si prav s Krana. Ja, sem prav iz Krana, čeprav jaz rad rečem, da sem iz Stražišča pri Kranju, čeprav smo Stražišče je del Kranja, formalno, ampak jaz sem ta tip, ki zagovarjam, da bi mogel biti Stražišče. Patriot svoj kraj. Ampak tako, v bistvu mi smo na desnem bregu Save, čeprav je Kranj teče na levem, med Savo in Kokro. Tukaj sem se rodil, sem sicer pol Primorc, moja mama je z Vajdušne, Vajduka, tako da v bistvu vsa moja žlahta, razen moje babice, živi na Primorskem, tako da ja, ampak Kranj mi je kar fajn plet za biti, no. Ja, pa tudi se mi zdi, da se veliko dogaja, no, kljub temu, da je Kranj kot Kranj malo bolj gorenjski, pa tako. Se spomnim, mi smo tudi veliko v Kranj hodili žurat s Kamenka, vse ni bila samo Ljubljana, ne. Všeč mi je, ko si to rekel. Tako, no. Ful zaničevalno, vprost, no, ampak ni bilo. Ne, se štekam, v Kranju se načeloma ful, dostikrat je mrtvo mesto, nimaš kaj, zdaj sploh, če greš neko soboto, zdaj po Kranju, sploh ki je korona, je tako shit, ghost town, ne. Sam ima pa toliko enih prednosti, res imaš do Ljubljane, plunk do Ljubljane, res si kuj, po drugi strani imaš vse, kar rabiš, imaš dobesedno v Kranju in tudi žurat se da čisto komot, sem jaz žural brez Ljubljane, se skozi dogaja, so bili koncerti, festivali, dogaja se, no, v redu. Ja, se imate tako že ta Kranj festival. Ja, Kranjska noč, Kranj fest, no to teden mladih, vrhunski festival. Pa kaj sodeluješ pri teh zadevah, ko si kulturnik? Ja, na tednu mladih sem redno sodeloval, ker sem član kluba študentov Kranj, ki je organizator. No, za ostalo pa ne, no, ampak sem pa na teh festivalih redno tudi nastopal, ker so radi pofurali domače ustvarjalce in smo imeli zmeri neke stand-up impro večere, tako da fajn. Nice.
Ja, Stand-upa zdaj tak ni ta pravga, ti kaj nastopaš. Ja, zares ne, ampak po spletu sem pa kar, tako bi rekel, enkrat na teden do enkrat do 2 tedna imamo neko to... Sorry. Kar- Ne, bil pa en zajet. Dober, cool. A greva Še še enkrat te enkrat? mogo vprašati, ja. Sorry, Prav. vprost. All good. Čak, da se odsmim. Tikar, umira. Veš, kaj je bilo, telefon mi je en SMS poslal, pa mi je napolno vibriral, si slišal. Nisem zdaj res, mogoče nimam tako dobrih slušalk. Dobar, cool, pa. Good. Dobar, ne, ampak to so te klasične fore, ki se bodo dogajale. Se Navaden. navajamo. Navaden. Še enkrat, se pravi, stand-upa v bistvu zdaj ni neki velik ta pravga, oziroma ga sploh ni. Ampak zdaj pa kaj počneš? Mislim, kaj, zabavati ljudi prek interneta je malo drugačne. Jaz v bistvu sem mislil, da bom imel te pogovore smešne, pa se dejansko neka resna zadeva izpadla. Ne? Ja, definitivno je. Mislim, ne vem, če bi bili smešni, tudi če bi šli v živo, ja, hecam se, ne, verjamem, da bi bili, verjamem, da bi bili, slaba šala. Ja, pogrešam, na hard pogrešam, ni isto, tudi če so smešne zadeve, ne slišiš odziva folka, tako da sploh ne registriraš, da so smešne. Ja, če kaj nastopam, imel sem kar ene par spletnih verzij te moje predstave Svetovne fore, tako da to sem ene 4-krat nastopal v spletnem formatu, pa sem pa še imel ene 5 do 10 različnih nastopov, ki so različni formati nastopanja, ne vem, Resnica ali laž s Kudom Kiks, kar redno delajo, pol za Kosovo velodom Sežana sem imel že zdaj 3 stand-upe smo delali, ravno včeraj je bil, tako da dajte si pogledati to, ker si lahko tudi za nazaj pogledate. Bomo dali linke, boš itak poslal linke, pa bomo par linkov dal prišpona. Trenutno sem predvsej zaposlen Šrauf projektom, se pravi zadevo, ki jo snemam zdaj, projekt Menjavno. Tako, poleg tega pa, ki mi ostane kaj časa, pa pišem še malo diplomo za zraven. Diplomo iz zgodovine, ne? Tako, iz zgodovine, ja. Se pravi, se pa s Kokošarjem lahko veliko pogovarjate? Ja, lahko, sam... Kaj pa tebe prišel? Kaj? Ja, Kokošar je ful bolj priden, no, tako da on je že napisal diplomo, jaz sem si ga pa kar na easy vzel. Koliko si ti star? Jaz sem 25. Aha, tudi toliko... nice. Ja, tudi toliko matic. Sam... Ja, jaz sem res, ne vem, tudi zdaj imam nekako neko obliko joba, ful enih stvari in... No sej, če se tle lahko malo pohecava iz Kokošarja, on je iz Baške Grabe pripotoval do Ljubljane, ti si šel pač malo bolj po svetu, tako da oba sta potovala. Tam, a ne, iz Baške Grabe do Ljubljane približno isto, kot v Kazahstanu, tukaj neka ta pot je, no. Tako. Ta Šrauf projekt, ne, zanimiva zadeva, kako si se sploh, kje si jo videl, kako si se spomnil? Ja, ideja ni čisto moja, tako da jaz sem jo sam malo spremenil, en Kanačan se je že tega lotil, dobil iz Sponke hišo in meni je bilo tako, poslušal sem njegov TED Talk, pa sem rekel, to je kar zanimiv, a bi jaz to probal narediti. In sem rekel, zakaj pa ne, kako bi naredil še, da je zadeva drugačna, dajmo še zraven snemati, dajmo imeti zanimive goste in pa se je zadeva kar nekako prijela, čeprav sem tako, ful hočem dati content enkrat na teden, sam je res je težko, ne vem, mogoče jaz nisem ta najbolj konstanten človek, pa tudi težko mi je neko vsebino kar sproducirati iz nečesar, se pravi, če se menjava ne zgodi, mi je kar težko nekaj zdaj posneti. Tako da ja, bo pa zdaj v bistvu z drugim tednom ali pa čez 2 tedna bosta tudi Suha potepuha mečka nazaj vletela, to lahko tudi povemo. Ekskluzivno v tem pogovoru, ker nismo še nikomur povedali. Bam, ekskluzivno. To, drugače pa fajn, no, zdaj sem pri 6. menjavi, se mi zdi, in sem pri fotoaparatu zaenkrat. Kako pa si prišel od Šraufa do fotoaparata, kaj vse je bilo? Ja, najprej sem zamenjal Šrauf, sem zamenjal za električno krtačo za lase, to sem zamenjal za okvir za sitotisk,
pol sem to zamenjal za tekaške smučke. Pa sem se dobil z Vesno Fabjan, da mi je podpisala te smučke, pa da mi je dodala zraven še nek dres, podpisano številko pa kapco. Pa sem to zamenil za šivalni stroj in šivalni stroj za fotoaparat. Zdaj pa fotoaparat v bistvu sem dodal zraven še brezplačno profesionalno fotografiranje. Kaj bi pa oziroma kaj tebe najbolj zanima v zgodovini, ne vem, Druga svetovna vojna, Alfi Nipič in njegove glasbeni uspehi, ali je mogoče, ne vem, prav zgodovina, pa piščalka iz Kvasarja. Piščalke. Ne, prav zgodovina je precej zamor, ni mi zanimiv. Alfi mi je kar zanimiv, Alfi mi je precej zanimiv človek, Nipke the original. Pišem diplomo trenutno o amaterskih gledališčih na Gorenjskem v povojnih letih, se pravi tam leta od 45 do 55 recimo. Tako, to me kar zanima, tudi vojne so mi kar fascinantne, ker se je res kar dogajalo, čeprav bi si človek želel, da se ne bi to kočilo v vojnah, ne? Da jih se ne bi bilo treba, da jih ne bi bilo toliko, ampak roko na srce je pa kar zanimiv. Ne? Ampak sej, če tako gledaš, vojna običajno prelomen trenutek, ne? Vedno. Se mi zdi, no, ne vem, bilo konec, ne vem, majevske civilizacije z vojno, ne? Ok, tudi bolezni so bile, kakor nisem zgodovinar, ne vem, lahko me popraviš, ampak veš, vojna se mi zdi vedno vojna, pa je vse drugačne, recimo. Ja, mislim, imaš vojno, imaš pa tudi tako, kakšni propadi so se pa tudi dogajali, ne zaradi vojen, ampak na koncu, če gledamo zaradi vojen, recimo propad Rimskega imperija, zdaj se sliši, to so zdaj bile vojne, ki so ta germanska plemena udarali, samo v bistvu udarali so zato, ker Rim ni bil več močen, ker so imeli slabo politiko, vse je razpadalo, korupcija, razdelili se je in v bistvu ni Rim razpadel zaradi vojne, če tako gledaš. Ne. Ampak definitivno so bile vse vojne ful prelomne, bolezni so bile prelomne, tako kot si povedal. Meni je dedek govoril za Rim, da je propadel zaradi tega, ampak to je tako verjetno ni res. Ker so v leže jedli, ne? In tako me je odvadil, da sem na kavču v leže jedel, da je zato Rim propadel. To je kar dober pedagoški prijem. No? Ja, se mi kar zdi. Tole od Štraufa do Avtodoma se še na hit vrneva, pa počasi zaključila. Kako pa v bistvu imaš nekak zdaj plan, kako si predstavljaš, da ti bo ratalo v pol leta, enem letu prije do tega Avtodoma? Oziroma, kakšen Avtodom si sploh želiš? Novo Adrio, staro, zjahano neko? Ja, ne vem, kaj ti rečem, tle je to odvisno od folka, kaj bo folk ponudil. Tako da, ja, jaz si zamišljam, da kakšen let bo to trajalo verjetno. Ne vem, bomo videli. Čisto realno je, da mi ne bo ratalo roko na srce, ampak se bom potrudil, naredil vse, da bo šlo naprej, da se bo dogajalo. Ja, ampak realno se, če tako gledaš, ta Avtodom, če ti rata, recimo je Avtodom koliko 20-30 jurjev, nek rabljen, karikiram. Ja, jaz bi mogoče celo tako naredil, da bi res dobil neki kombi, neki tako in pa, da bi sam naredil, tako izdelal ta Avtodom. Zastopam, tako je to zdaj modern, da naredijo. Ful se te gasilske kombije drugače stare kupuje. Dajmo, kaj zrihtal? Ja, bomo, ko bomo prodajali, kaj bomo to pod... Fak, to bi bilo legendarno, da si predstavljali gasilski kombi. Ful imaš teh Avstrijcev pa Nemcev, ki se pripeljajo pol na Hrvaško s temi starimi Mercedesi, pa predelajo, pa imajo pa tako une sive lučke, pa sem jaz tako, ne boš me pretentov, gasilci. Ampak veš, pa tudi malo kilometrov imajo te avti, ne? Ja, niso tako, da bi se skozi furali. Mrzle gonimo, to je pa to, ker je tazga. Hudo, dej, pa. Pa znaš ti drugače popravljati avte, tako si tak tehničen tip? Tako bom rekel, sem pa nisem. Kakšna stvar, ki se jo naučim, znam tehnično sfurati, ampak primarno nisem najbolj tehničen tip. Se pa res stvar, ki se jo naučim, lahko se res vsega naučim. In tako zdaj, mislim tako, sem tak radoveden človek. No. Tudi, ne vem, naredil sem že fulene škode, sem hotel sam neki štrom vezati, pa neke te stvari.
pa je fulka šla neka varovalka, pred 10 letih sem nekaj hotel žičkam povezati v štekar, pa mi je dobesedno najbolj ruknil, prav tako, da sem imel srečo, da sem preživel, vrgel tako po ulice, brez štroma, tako cela scena. Tako lih en mesec nazaj sem sam neki štekar je menil, pa sem neki narobe zvezal. Isto vrgel celo glavno varovalko. Pa so bili sosedje spet tako, rok. Ja. No, sej. Ampak tako no, rad probam stvar, doskrat jo zaserjam, ampak se mi zdi, da je to dobro, da se nekaj naučiš. Zdaj recimo bi znal štekar zamenjati. To pa je tudi nekaj vreden. No, Recimo, da je vreden 50 €, to, ko stane nova glavna varovalka, če te lih zanima. Tako da, če veste, lahko bo mogoče Rok kdaj naredil kakšen tutorial, štromar. Bomo videli. Kva pa zaletel si se kdaj z avtom? Ja, prav tako, da preko Orang crash ni bil, sem pa drugače nisem najboljši šofer, tudi tukaj enkrat sem zbil zadnjo šipo, avto tako, da sem ga malo podrsal, sem ga že 10-krat zihar, imel sem pa kakšen mesec nazaj sem imel nesrečo, ampak je bilo tako, da sem bil jaz na glavni cesti, pa da je nekdo samo letel, samo padel gor na cesto in sva se v bistvu zabila, nič hujšega, jaz sem imel zbito luč, pa spreden odbijač, pa on mečken. Tako da ja, to je to. Se dogaja. Kaj pa ta zadnja šipa, ki si rekel, da si zbal? Kako ti je to ratalo? To je pa Golf 4, prvo avto, nekaj sem v rikverc hodil in nisem videl, znak je bil postavljen, glede na to, kako sem se jaz vozil, se pravi tako štanga gor, ne, in pa je bil znak tako, ko sem jaz furil v rikverc in ga nisem videl in ta znak je v bistvu tako šel, jaz se sploh z avtom nisem štange dotaknil, veš, ampak sem se sam, ta znak je v šipo pek in je sam naredil, na Bledu je bilo to, prav spomnim se. Tako da ja, pa smo dali folijo čez, pa po ta stari cesti. Se ja, da ne letitem po avtocesti, pol tista šipa. Ja. Dobar, nič, hvala ti, Rok, lepa, da si se javil mi. Hvala tebi. Po moje sva ogromno povedala, milijon enih zadevščin. Kar precej. Tako da se slišimo, vidimo še kdaj, ne? Ja, Na pivu. tako. Definitivno, moramo res kakšno političnost. Ali pa ti, kako mi boš zrihtal kombi od gasilcev. Tako, tudi to je politika, veš, to je politika. Ja, vse je politika, ne? Vse. Tako, pa na koncu je pa denar, ne? Tako da tisti, ki ti bom ta honorar, ki ti bom nakazal, se bo pol razmenila. Zmenen! Idemo. Ej, Rok, hvala ti. Hvala tebi, Jan. Čau. Drži se, čau.